enem oddelku manj, ki imamo v tem trenutnem šolskem letu, čeprav zapiramo 3 oddelke, pa na novo odpiramo 2. Enega na osnovni šoli Nove Fužine, ki je enotna vrtca 5 in enega dodatnega razvojnega oddelka v vrtcu Cicibar, specialistični oddelek za otroke s posebnimi potrebami. V prvi razred postopa v četrtek v javne šole 2718 učencev, to je 51 učencev več kot v preteklem šolskem letu, kar je vpliv predvsem večje generacije otrok, saj je število odlogov za vpis v prvi razred na približno enaki ravni kot v lanskem šolskem letu, torej 13,6% otrok ostaja v vrtcih. Skupaj bo v javnih osnovnih šolah s 1. septembrom 25.456 otrok, 23 učencev manj kot v lanskem, torej kot že šolskem letu, ki se pravkar izteka, v 8 oddelkih več. V celoti skupaj z zasebnimi osnovnimi šolami bo pa se šolalo v osnovni šoli 26.554 učencev. Če pogledamo še vpis v vrtce, v spomladanskem roku smo v vrtce se vpisali 3027 otrok, naknadno smo prejeli še kar nekaj dodatnih prošenj staršev, zlasti za drugo starostno obdobje, in jih tudi skoraj vse sprejeli v vrtce. Trenutno imamo na centralnem čakalnem seznamu 68 otrok, od tega jih je 65 za prvo starostno obdobje in 3 za drugo starostno obdobje. Za drugo starostno obdobje vsi čakajo točno določeni vrtec, za prvo starostno obdobje pa tudi skoraj vsi. Od teh je 31 takih, ki imajo oba starša ali pa vsaj enega izmed staršev v Ljubljani. In razen 2 si želijo točno določen vrtec ali pa imajo še starostnih pogojev in za ta 2, ki pa imamo tudi zbiro, kamorkoli smo že ponudili več vrtcev, pa so starši vse ponujene predloge vrtcev zavrnili. Torej, če lahko zaključim, v vrtec smo že sprejeli vse otroke, ki imajo starostni pogoj na 11 mesecev s 1. septembrom ali pa izbiro kamorkoli, razen tistih, ki tega pogoja starostnega nimajo ali pa čakajo točno določen vrtec. Tako da, če bi še kdo želel opisati otroka, imamo tudi nekaj prostih mest in bomo skušali tudi ta vpis urediti naknadno. Če pogledamo v vrtcih, ko smo imeli leta 2018 največje število otrok v primerjavi z tekočim šolskim letom, ki prihaja, je približno 500 otrok manj v vrtcih. V šolah imamo pa še vedno več otrok, kot smo jih imeli kadarkoli in smo v vseh teh letih, tako v vrtcih kot v šolah, poskrbeli z novogradnjami, z novimi oddelki. V šolah smo v teh 11-12 letih pridobili 182 dodatnih oddelkov, v vrtcih pa 98, s tem, da v zadnjih 5 letih postopoma na območjih, kjer ni takšnega interesa, umikamo, vendar še vedno dograjujemo na območjih, kjer je velik interes, na zadnjem v vrtcu Peter v Zaporu, spomladi odprtje prizidka za 3 oddelke. Posebej opozarjamo in izpostavljamo v letošnjem gradivu otroke s posebnimi potrebami in otroke z rizičnimi dejavniki v vrtcih, ki jih vrtci sprejemajo, oziroma tudi potem v zdravstvu prepoznavajo, skladno z zakonom o zgodnji celoviti obravnavi predšolskih otrok, ki je se uveljavil v januarju 2019. In opozarjamo, da še vedno po 3 letih ni podzakonskih predpisov, ki bi urejali delo komisij in prepoznavo otrok. Zato smo v Ljubljani skušali poenotiti področje, namreč to področje je že med mestnimi občinami zelo različno in ocenjujemo, da je nujno potrebno, da se uredi, poenoti in tudi potem, da se na konec konca tudi finančna sredstva občinam dodelijo ali pa da pravzaprav vse skupaj prevzame država, tako kot je tudi že prevzela dodatne stroške za otroke v razvojnih oddelkih. Da postrežem še z nekaj podatki, če smo imeli leta 2020 v vrtcih 518 otrok s posebnimi potrebami in za rizičnimi dejavniki, da predstavljajo 3,9% vseh v vrtec vključenih otrok, smo v lanskem letu, torej v šolskem letu, ki se izteka, imeli teh otrok 646, kar je
vseh v vrtec vključenih otrok. S četrtkom oziroma z novim šolskim letom pa bo teh otrok njihov delež že 5,8% in otrok bomo imeli še 112 več kot v tem šolskem letu, torej 758 otrok s posebnimi potrebami in z rizičnimi dejavniki. Zanje bomo poskrbeli tako, da bo njihov potek in njihov razvoj potekal nemoteno in z veliko dodatne strokovne pomoči in spremljevalci. Samo v letošnjem letu bomo dodatno zaposlili še 20 spremljevalcev in 7 strokovnjakov za dodatno strokovno pomoč, kot vsem, ki že zanje skrbijo v vrtcih. Če pogledamo še nekaj zanimivih podatkov, izobraževanje na domu v novem šolskem letu se bo 258 učencev izobraževalo na domu, od tega 202 v javnih osnovnih šolah, 56 v zasebnih. Ali povedano drugače, v javnih osnovnih šolah na osnovno šolo, če izločimo seveda Centralni Zalevca, ki je osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami, in so to 4 učenci na javno šolo, v zasebnih osnovnih šolah je pa to 14 učencev na osnovno šolo, ki bodo starši izvajali izobraževanje na domu. Otroci iz Ukrajine v vrtcih imamo vključenih s septembrom 34 otrok, za katere je status, so starši pridobili status begunca, skladno z novo slovensko zakonodajo, ki je potem izenačuje pravice za slovenskimi otroci oziroma državljani. V vrtcih so pa morali starši pridobiti še ustrezno odločbo Centra za socialno delo, tako kot si ostali kot slovenski otroci, za plačilo vrtca oziroma oprostitev vrtca, če te družine prejemajo denarni dodatek glede na svoje socialno stanje. V osnovne šole prihaja 183 učencev iz Ukrajine, tako da trenutno še vedno potekajo strokovne diskusije, na kakšen način bi lažje vključevali otroke tujcev, ne samo iz Ukrajine, tudi vse ostale otroke tujcev. V osnovnih šolah imamo preko 12% otrok tujcev, v vrtcih je ta odstotek tudi zelo podoben. Kot sem že prej povedala, število odlogov oziroma delež odlogov, preko 13% staršev za svoje otroke želi odlog, tako da prihajajo 7 leti v osnovno šolo in ti otroci potem ostajajo v vrtcih. V našem gradivu smo poudarili nekatere projekte, ki jih izvajamo za otroke in učence in tudi za študente, kot so štipendije za nadaljene. Nadaljujemo z športnimi programi v osnovnih šolah, saj je potrebno ta primanjkljaj, ki je nastal zaradi COVID-a, predvsem športnimi programi in seveda dodatno svetovalno pomočjo premakniti na bolje. Izpostavljamo tudi projekt Zeleni pingvin, to je okoljevarstveni projekt, ki ga izvaja več partnerjev, poleg Iskra Emeke, ki je glavni partner in tudi vodilni partner, še šole v Ljubljani in v Kranju ter norveški partnerji. Moj prvi zvezek za prve razrede, Ljubljana bere in ostali kulturni programi, ki jih izvajamo za osnovne šole skupaj z oddelkom za kulturo in seveda nadaljujemo z strokovno pomočjo družinam in otrokom v naših javnih zavodih, kot je svetovalni center za otroke, mladostnike in družine, izobraževalni center Pika za otroke s posebnimi potrebami in tudi programi javnega zavoda Male ulica, Neverjetna leta, ki izvajajo preventivne programe za otroke in njihove starše. Prav tako poteka finančna pomoč za tiste družine, ki padejo iz kriterijev Centra za socialno delo in naš oddelek za socialno in zdravje pomaga za dodatnimi sredstvi tudi za nakupom učbenikov oziroma delovnih zvezkov in plačilom stroškov šole v naravi, tako da potem bi bil ta primanjkljaj socialni čim nižji. Da zaključim, če smo v letu 2006 za vse te programe in še številne druge, ki jih čas ne dovoljuje, da bi jih omenjala, namenili iz mestnega proračuna 68,5 milijonov, smo v letu 2022 ob sprejemu proračuna namenili preko 124 milijonov evrov, s tem, da seveda pripravljamo še pregled stroškov za rebalans, ki nas čaka v jeseni.
Hvala lepa za pozornost.